Ja. Ja. Moje letalo zleti čez nekaj minut. Ja. Ja, prispeti bi morali okrog 7. Ja. Ja, tudi jaz se že veselim. Ja, kmalu nasvidenje. Joj, ti povedal sem bila čist preč, Vidača. Mislim, bil je Jurij Bledač, ja. Pustite. Ti, kar do mene naravnost je šel. Do mene in mi rekel, kak roko je naslonila oblice, da bi bil rokavica na tej roki poljubljal njeno lice. Oprostite. Ja, mislim, si moraš misliti. Oprostite, rada bi se prijavila za let. Si moraš misliti, prav izromeljen Julija mi je govor. A izromeljen Julija, ne moš verjeti, kažem romantik, ja, Jurij Bledač, igralec. Ja, maneken, prav do mene, skoro si nič mislila. Rada bi se prijavila za let. Sem na pauzi, gospa. Ja, ne, še sem tukaj, ja. Ne moreš, ne. Ja, tako sem. Ampak vse trenutno samo vi delate tukaj. Samo mala Mojca, prosim. Povedala sem vam, da sem na pauzi in moj odmor se končal v 4 in 15 minut. Še sem tukaj, Mojca, ja, glavno sploh nisem vedela, kaj mi reče. A veš, tako sem bila izsebno, Saj je že 4 in 15. Mojca, trenutek, prosim. 3, 2, 1. Zdaj pa je res že 4 in 15 minut. Mojca, te pokličem kasneje. Okej, čau. Takole. Torej, kako vam lahko pomagam, gospa? O 4:30 letim v Istanbul. Prosim, da me prijavite za let. Žal mi je, gospa, ampak to letalo je že polno zasedeno in vsi potniki so se že vkrcali van. Kaj? Ja, žal mi je. 20 minut prej bi morali biti na letališču in vsaj 10 minut prej pred vzletom bi morali sedeti na letalu, vendar. Ja. Ampak če ste bili pa na pauzi. Ne krivite mene. Vi ste tisti, ki bi morali priti pravočasno. A hočete reči, da sem zamudila letalo, ker ste vi čvekali po telefonu? Da in ne, res je, ja. Zamudili ste letalo, ampak ne zato, ker sem se jaz pogovarjala po telefonu, ampak ker vi niste pravočasno prišli na letališče. Do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saj niste resni. Ja, morali bi priti pravočasno. Sploh ne razumete. Zadnje pol ure sem preživela v prometni gneči. Dolg teden je za mano, utrujena sem in moram priti na to letalo. Zamudili ste vaš let. Letalo se najbrž že pelje po vzletni stezi. Dobro noter, slabo ven. Dobro noter, slabo ven. Nisem jezna, imam se pod nadzor. Ja, bolj zgodaj bi morali iti v doma, kaj ne? Kaj pa let ob 6 in 15? Letalo ima zamudo. Ob 7:45. To letalo je pa že polno, sicer vas lahko dam na čakalno listo, ampak dvomim, da bi se vam išlo. Naslednji let, za katerega vas lahko prijavim, je ob 8 in 5 minut. Kaj ob 8 in 5? Ja, no, če razmislim, pa če upoštevam časovno razliko, no bi se išlo. Dobro, prijavite me za ta let. Zjutraj. Kaj? Ja, ob 8 in 5 minut zjutraj, to je prvi odhod, jutri noč se zgodaj zjutraj, prepričana
vsem, da boste uživali v letu, na letalu dobite še gratis sladico. In v Istanbulu boste ob 11:10 dopoldne. Pa z avtom bi prej prišla do Istanbula. Potem pa v redu, izvolite karto, za to karto vam ne morem vrniti denarja, žal mi je. Ne morem leteti šele jutri zjutraj, še nocoj moram biti v Istanbulu. Morali boste leteti jutri zjutraj, nocoj še ne boste v Istanbulu. Ja, gospa, kaj pa delate? Temu se reče žarjavke počiva. Uskladi moje čakre in mi pomaga, da ostanem v skladu s svojim notranjim mirom. No, tako, zdaj sem pa v redu. Torej, vas prijavim za let ob 8:05 zjutraj ali morda pokličem psihiatra? Nekaj morate razumeti. Zame je prepozno, če šele jutri prispejem v Istanbul. Še nocoj mora biti tam. No dajte, no, zato sem tudi kupila karto za nocoj. Gotovo mi lahko kako preusmerite ali mi kako drugače pomagate. Pošljate tale svoj računalniček in tole svojo tipkovnico, mi pomagate še nocoj priti v Istanbul. No pa poglejmo. Ja, ena možnost pa je, lahko bi leteli na Zakintos in od tam naprej v Istanbul. Tako bi v Istanbul prispeli ob 4:10 zjutraj. Pa to se ne dogaja meni. A vi sploh veste, kdo sem jaz? Ja, vi ste Marjeta Cerkvenik. Pa vi? Vi veste, kdo sem jaz? Martina Brzina. Tako, vidite, zdaj sva si pa bodi. Jaz sem Marjeta Cerkvenik. In jaz, Martina Brzina. No, razumete, jaz sem tista Marjeta Cerkvenik, pisateljica. Bi bili morda Marjeta Cerkvenik, pisateljica, radi v Istanbulu ob 4:10 zjutraj? Kaj pa kakšen drugi letalski prevoznik? Me lahko kje drugje vzamejo? Naj pogledam. Ja. Lahko bi vas prijavila na United Expressov let v Istanbul. En sedež imajo še prost. Res lahko? Ja. V Istanbulu boste ob 8:30 zvečer. Danes večer? Ja. Res? Zvečer, ja. No, vidite, ali je bilo tako težko? No, dobro, prijavite me za tale. Glede, imate kaj prtljage za prijaviti? Ne, tole bom vzela s seboj v kabino. Mislim, da je teh letord malce preveč. Seboj v letalo lahko vzamete samo 2 torbi, takšna so pravila. Samo 2 torbi gresta v predal nad sedežem. Ja, bodo še morale iti, samo prijavite me za ta let. Ne, tole prtljago moram prijaviti. Ne, pa vam ni treba. Kaj jo moram? Ne, pomagajte, moram! Moram prijaviti vašo prtljago. Imate 3 torbe in samo 2 lahko vzamete s seboj na letalo. To sploh ni moja prtljaga, to je moj računalnik. Ja, je bil vaš računalnik. Torej, povejte, a ste imeli vse te 3 torbe ves čas pri sebi, ko ste prišli na letališče? Ja. Evo, izvolite, in ne pozabite vaše karte, imejte jo ves čas pri sebi. Prosim, ja. Torej, vas je morda kdo od neznanih prosil, da odnesete karkoli na letalo? Odkar ste prispeli na letališče? Hočete reči, če me je kdo prosil, ne da bi jaz vedela za to? Ne, ali vas je vprašal kdo od neznanih? Ja, kako pa ne vem, če so vam neznani? Ali vas je kdorkoli prosil, da karkoli odnesete na letalo? Ja. Kdo? Ja, vi? Jaz? Ja. Kdaj? Pravkar ste mi rekli, da moram tole karto ves čas nositi svoj.
Oprostite, gospa, to je vaša stara karta. O, tako. Ups. Kakšen ups, kako zdaj pomeni ta ups? Ja, ups pomeni, da je Marjeta Cerkvenik pisateljica ravno kar zamudila United Expressov let, ker ni prijavila prtljage, tako kot vsak zgleden potnik. Lete, vidite, medtem, ko ste se z menoj pregovarjali o prtljagi, je nekdo zasedel vaš sedež na letalu. Tako da zdaj lahko vam ponudam edino Istanbul ob 4 in 10 minut zjutraj, ali pa da letite jutri zjutraj ob 8 pa 10 s prvim letalom z gratis sledico. Gotovo boste uživali v letu. Ne moram letečati jutri zjutraj. Še nocoj mora biti v Istanbulu. Sem glavna govornica na mednarodni konferenci. A dajte o čem pa ne bi govorili? O moji najnovejši knjigi. Kako pa je naslov tej vaši? Obvladovanje jeze za telebane. Jaz sem strokovnjakinja na področju obvladovanja jeze. Ne verjamete? Izvolite. Tule imate en izvod. Pa izvod za tistega vašega pilota. Za tisto vašo kolegico na telefonu. Ja, pa še za tistega, ki je ravno kar zasedel tis. Izvolite. Tule imate. Oj, kako čas beži. Poglej si ga na koliko je že ura. Ups. Kakšen ups? Ja, ups. Čas je za moj naslednji odmor. Mojca, nikoli mi ne boš verjela, kako sem ravno kar spoznala, ja, res ti povem, ja, Marjeta.